In akcija, pozdravljeni džunglovci, pozdravljeni nazaj na džunglovem kanalu, moj ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Gremo, roll the intro right now. To je bila ta angleščina, ki jo nikoli več ne boste slišali. Kaj zdaj? Kaj dogaja? Kako smo? Kaj je novega? Kaj je starega? Dolgega jezika zdaj že kar dober mesec ni bilo na džunglovem kanalu, zaradi tega, ker sem nazadnje vlogal z Danijem. Danes ti jaz sploh ne bom spoilal, o čem bova govorila, ampak ne bom ti povedal. Prvo ti bom jaz dal en update mojega življenja, kaj se kaj z mano dogaja. Številka 2 je Gregor Čeglaj, če ste že videli moj TikTok, boste itak že veste, o čem govorim. In pa številka 3, eden izmed najbolj slavnih reperjev, pa deva reči najbolj slavnih reperjev med mladimi, prihaja v Slovenijo. Koliko je to kaj legit, bova danes raziskala. Ja, kje reper se sprašuješ? Lil Pump. Tako da sam to, da boš vedel, o čem govorimo. Tako da, če te vse to zanima, se lepo ulež, relaksiri, pa greva opravljati druge ljudi. Ok. Za sam začetek, kaj za vraga se dogaja z mano. Jaz sem cool. Jaz sem v redu. Saj ste videli, marc pa april sem jaz si vzel eno daljšo pauzo, svojo prvo pauzo na TikToku. Zadnjih 2 leti res pogosto in redno objavljal. Jaz bi rekel kar enkrat do dvakrat, še celo 3krat vsak teden. Dejansko mi je mogoče majčkeno zmanjkalo tudi idej, ker se meni res nikoli ne zgodi. Ampak te 2 meseca sem jaz res močno rabil, ker sem zdaj prišel nazaj. Zdaj sem že dobre 3 tedne sem spet nazaj, videoposnetki so šli viral, kar ni nič novega, ampak me zelo veseli, da spet vam je všeč ta nov approach, ki ga imam na TikToku. Dobil sem nov logotip. Dajmo besedo ali pa 2 o tem spregovoriti, zaradi tega, ker veliko ljudi ima veliko mnenj o mojem logotipu, mojemu znaku, kar je čist razumljivo. Jaz vem, da prvi logotip je bil zelo tak controversial, ampak v tem smislu, da veliko ljudem ni bil všeč. Hotel sem nekaj, kar te dejansko spominja na 90-ta. Moja največja inspiracija je bila avtodelavnica, dejansko sem gledal logotip od avtodelavnic, tako da jaz sem tak logotip hotel in jaz sem bil s tem neverjetno zadovoljen. Ampak, ker sem pa jaz te 2 meseca dejansko imel čas razmisliti, kako bi jaz ta svoj TikTok profil ponesel na nek višji nivo, mogoče nekaj drugega probam, mogoče malo drugače vse skupaj zaštartal. Sem se odločil, da je cajt, da mogoče po 2 letih zamenjam tudi logotip. In tukaj imamo nov logotip. To je zdaj res sam za vse tiste, ki gledate samo YouTube, pa ne gledate TikToka. Pa moram priznati, da vas je zelo veliko takih, ampak s tem ni nič narobe. Hotel sem nekaj zabavnega, hotel sem nekaj malo bolj funky in sem res zelo zadovoljen, ponosen na logotip, ko sem ga oblikoval. In je končno prišel čas, da sem si jaz obavil tudi nov mikrofonček, tako da sem zelo vesel, da se tudi audio na mojih TikTokih zboljšal. Ok, druga stvar, kaj še novega, kako sem jaz? Nič, zdaj se je začel izpitano obdobje, po pravici povedano umiram, vsak dan se sprašujem, zakaj še vedno vztrajam na faksu, ker moram reči, da prvi letnik magisterija je 10krat težji, kot so bile vsa 3 leta do diplomca. Prav tako zdaj na faksu pa se učim, pa se sprašujem, zakaj se po 24 letih še zmeri učim. Res daleč potrpeti tele 3 tedne, odpisati tele izpite, da se lahko posvetim poletju in res upam, da se bom. Ok, whatever. Ok, današnja prva tema, mislim, teoretično druga tema. Danes bova govorila o Gregor Čegljaju. Vem, da ste že vsi pozabili na tega človeka, ampak je 14 dni nazaj naredil eno tako bolj, kako ne rečem, brezglavo stvar, ki jo jaz ne razumem. Razkril je res top secret pop TV televizije. Kdo je bil nov samski moški? Kakor veste, se pač to se do ta zadnjega trenutka skriva, zaradi tega, da je to lahko eno veliko presenečenje. No, ta fantič je pa itak se je vedel, kdo je bil. Jaz vem, zaradi tega, ker poznam ljudi, ki delajo na Pop TV-ju in tudi tisti, ki snemajo, snemalci pa kdorkoli na tistem setu niso tihi in itak povejo svojemu frendu, tisti frend pove svojemu frendu in tisti frend je tudi do mene prišel. Tako da tudi jaz sem že vedel, kdo je bil ta fund, ampak ga namerno nisem hotel povedati, zaradi tega, ker pač it's not my place to do that. Kaj je Gregor povedal? Ogromno zatojev je, zakaj bom to razkril. Morda sem edini v Sloveniji, ki ima jajca. Vseeno mi je, kaj si mislite. Nič nimam za izgubiti, zdaj živim v Ameriki in se imam super. Novega samskega moškega osebno poznam, v teh dneh sva tudi govorila, je za časopis povedal Čeglaj.
Ni pa Gregor samo razkril identiteto 22-letnika, ampak je povedal tudi, da ga je navdihnil boksarski dvoboj med Frankom Bajcem in Perom Martičem, ki je potekal zelo dolgo časa nazaj. Čeglaj pravi, da se z borilnimi veščinami nikoli ni ukvarjal, zato se mu zdi, da bi bil dvoboj pošten. Gregor Čeglaj vabi novega sanskega moškega na dvoboj, na spopad, zaradi tega, ker po njegovih besedah v Sloveniji je prostora le za enega sanskega moškega. Upam, da bo to Blaž, obstaja možnost, da ga Pop TV zamenja, ker sem razkril ime. Če se to zgodi, izzivam naslednjega kandidata. Kaj zdaj jaz tukaj razberem iz njegovih stavkov? Poleg tega, da hoče iti v boksarski spopad za nekom, ki je 10 let manjši od njega, me je pa zmotil še ta stavka, da je rekel, da upam, da obstaja možnost, da ga Pop TV zamenja. Se pravi, on je vedel, če še razkrije sanskega moškega, ga lahko Pop TV zamenja. On je isto rekel, da sta bila z Blažem v kontaktu. Zdaj si pa ti predstavljaj, da mu je Blaž po telefonu rekel bivšemu frendu, ker je tukaj fotka, ker sta ona dva obada na fotki, ker sta po mojem obada bila fuzbalerja, nimam pojma, I don't care. Zdaj si pa ti predstavljaj, da Blaž pokliče Gregorja. Gregor, živijo, ne vem, če se me spomniš, a se me spomniš, ko so včasih igrala fuzbal skupaj. Ja, spomnim se te, kaj dogaja, kako si? Jaz ti imam nekaj zapovedati, ampak priznaj, obljub mi, da ne boš nobeno povedal, ker je to top secret, ker sem pod pogodbo in res nobeno ne sme zvedeti. Ja, Blaž, povej mi, itak, meni lahko zaupaš, se poznava, saj veš, jaz sem 10 let starejši od tebe, zakaj bi mešal zele 20-letniku? Super, veš kaj, jaz sem novosanski moški. Jaz sem novosanski moški, Pop TV me je povabil in jaz mislim, da je to najboljša izkušnja mojega življenja. Daj mi povej, kako se lahko pripravim, a mi daš lahko vsaj en nasvet? A res, novosanski moški si, a veš, da ti ne morem pomagati, ampak brez skrbi, tvoja skrivnost bo ostala zaprta z mano. Zdaj pa moram iti, zdaj se mi pa mudi, a veš, v Ameriki sem. In naslednji dan je on razkril, da ve, kdo je sanski moški, da on sanskega moškega pozna. Jaz ne vem, kaj se ona domela, tako je v moji glavi. Ampak jaz dejansko mislim, da je Blaž njemu rekel, da ne tega pove, da mu je zaupal in pač gospod Gregor je šel to vse raztrobljati pa povedati. Tako da ja, to se je zgodilo. Blaž je novosanski moški. Zdaj pa še ena stvar, ki me je presenetila, ker nisem videl nobenih novic, da bi o tem pisali. Takoj, ko sem slišal, da Lil Pump pride v Slovenijo, sem bil kar gunil, give me my investigation cap on and let's investigate this shit. Govorijo o čisto novem festivalu, o festivalu, ki ga jaz še nikoli prej nisem slišal, ki se imenuje Offline Festival. Jaz o temu festivalu na internetu nisem našel še nobenih podatkov. Če se ne motim, je ta festival letos napovedan prvič, ampak njihova prva objava na njihovih socialnih omrežjih pa se pojavi že v letu 2020. Kdo je investitor? Kdo stoji za tem festivalu? Nažalost ne vem, res nažalost ne vem. Edini logotip, ki je na teh plakatih, je Virgo Music Management. Smešno je pa tudi to, da je ta festival na Ptuju. Na Ptuju. Na parkirišču. Ok? Na Ptuju, na parkirišču. Zdaj tako, zakaj je bilo meni to za začetku zelo zanimivo, pa tako zanimivo? Ker je v Ameriki se zgodil en festival, ki ga bom tukaj napisal, ki je bil tako največji scam. Prvo njihove spletne strani nisem našel, ne obstaja, pa popelje direkt na stran od Eventima. Zdaj moram povedati, da to, da te popelje stran na Eventim, da oni podajo njihove karte, je tako najbolj legit stvar. Ta njihov headlining, njihovi DJ-ji, ki bojo na tem festivalu, so DJ-ji, ki imajo na Instagramu čez 200,000 sledilcev, pol milijona sledilcev, to so DJ-ji, ki imajo čez 1 milijon sledilcev. Če pogledamo vse tiste headlinerje, vse te DJ-ji, ki so res svetovno znani, ki nastopajo na Tomorrowlandu, so oni mogli za vse te dati po mojem vsaj pol milijona evrov. Ma saj ne vem, mogoče ne to pretiravam. Rečva 300,000 evrov, 400,000 evrov. Kdo v Sloveniji bo šel delati festival na Ptuju pa plačal 300,000 evrov, 400,000 evrov, 300,000 evrov samo za nastopajoče. Domnevno. Jaz tako računam. Ok, izgubil sem en del posnetkov, ne vem, kje so, kamera sem izklopila, ampak vse, kar sem izgubil, je to, pa kar bi rad dodal, je, da raper računa na prihod, oziroma da ti on pride na žurko za 5, od $50,000 do $150,000. Te podatke sem našel na internetu, zdaj ne vem, koliko so kaj legit, koliko so kaj zastareli, ampak raper je na neki točki v njegovi karieri toliko računal. Zdaj ne vem,
koliko računa danes manj, koliko računa danes več, ampak dajmo se tukaj vprašati, a so toliko plačali reperju, da je prišel v Slovenijo na Ptuj? To me je še zanimalo. Dajmo se pustiti presenetiti, mene je to tako presenetilo, da sem pač mogel narediti prav tako insekt v tem dolgem jeziku, ker me res me je orang presenetiti. Tako da, lej, mogoče bo pa res še Lil Pump prišel v Slovenijo, bomo videli. Spregovorila sva o meni, spregovorila sva o slovenskem moškemu in spregovorila sva o Lil Pumpu. Kakšna kombinacija, nikoli se ne bi mislil. Za na konec, ne pozabite se subscribe na ta kanal, ne pozabite lajkati tega videa, če ti je bil všeč, pa komentiraj, če si na faksu, če imaš zdaj izpiten obdobje, koliko si pripravljen, pa koliko nisi pripravljen. To je to z moje strani, se vidva v drugem videu, v drugem dolgem jeziku in lepo se majte in čau, čau.